moram reči, da je bila predvsem za gledalce zelo zanimivo srečanje. Mislim, da so bili na trnih, skozi celotno srečanje. Tekma je bila, kako bi rekel, gor in dol, veliko priložnosti, predvsem mi, kaj smo zgrešili, vendar vsi smo vedeli, da ekipa Benedikta ni tako neizkušena, ima nekateri igralci, ki že vrsto let igrajo v prvi ligi in nekako vedeli smo, da bo težka tekma, kot jo nekateri pričakujejo, ampak kljub temu jaz sem povedal, to tekmo me ni zanimalo nič drugega kot zmaga. Na bilo kakšen način in na koncu moram reči, da sem pač zmagal zadovoljen. Ostalo pa bo treba veliko stvari analizirati in se zmeniti, ker na takšen način bo z močnejšimi nasprotniki malo težje. Sploh ko povedal, nasprotnik dvakrat nič ima priložnosti za tretji gol, ampak dobro ste se odločili v končnici prvega polčasa, ko ste imeli spolno zbornost. Pogumno ste šli igrati z vratarjem, oziroma s petim igralcem v polju in ne le, da nismo naredili tistega prekrška, ki bi gostu omogočil nazijski strel, ampak ste zadeli. Ja, moram reči, da je to segment iger, ki je meni zelo všeč in mislim, da bom s časom še bolj dodal na tej igri, ker osebno mislim, da je to ena največja prednost v igri današnjem futsalu, ko ekipa pač dobro igra z golmanom. Moram reči, da v tem trenutku smo mi nekako presekali ta njihov nalet, ki so iz pol priložnosti dosegli dva zadetka, po drugi strani nam realizacija je šepala, nismo zabili 100% priložnosti in nekaj je bilo potrebno spremeniti. Izločili smo se, begali igro z golmanom, nismo šli za to, da zadržimo 5 faulov in ne prejmemo 6, ampak šli smo odločili, da dosežemo vsaj zadetek priključka, ker vedeli smo, da v drugem polčasu bo ekipa Benedikta z našim zadetkom in pritiskom padla. Tako da moram reči, da to se nam je obrestovalo. Drugi polčas, videli ste, hitro smo izenačili, pri 2-2 smo spet imeli time-out in bili že na meji, da gremo spet z vratarjem, vendar, kot so naredili 6 prekrškov, tako da sem rekel, glede na to, da ne smejo narediti še enega, smo riskirali in rajši probali nekako, po domače rečeno, na silo zabiti še en zadetek, kot pa tvegati še enkrat z golmanom in na koncu se nam je tudi to obrestovalo. Zdaj, ali je to dobro delo na treningih, ali je to športna sreča, ali je to klapa, ki postaja ta ekipa. To je zasluga vseh teh fantov, ki Klapo lepo hvali, morajo reči, da so vsi zelo dobri fantje, ki pridno trenirajo, poslušajo, disciplina na nivoju, trenire so v redu in res Klapo lepo hvali. Zdaj, vemo, da nekateri so pričakovali, da bo to gladka zmaga, vendar prva liga to ni turnir v Mangarevu, ampak je nekaj zelo, zelo težjega in napornega in vsaka zmaga šteta.